Dobro jutro, dober dan, lep pozdrav na današnji delavnici z naslovom Spremljanje vsebnosti organskega ogljika, Soil Organic Carbon v kmetijskih zemljiščih. Moje ime je Gal Kušar in bom tehnični voditelj današnje delavnice. Strokovni vodja oziroma voditelj delavnice bo dr. Borut Vrščaj, eden, moram reči, največjih strokovnjakov v Sloveniji z tega področja, tako da smo veseli, da je danes spet z nami. Poleg njega bo pa sodeloval še moj kolega, dr. Boštjan Mali z Gozdarskega inštituta. Kakšna so pravila igre? Pravila igre so, kot so že znana na vseh teh delavnicah. Če boste imeli kakšna vprašanja, dvignete roko oziroma vprašanja lahko zapišete tudi v pogovor. Današnja delavnica je sestavljena iz 3 sklopov. Po vsakem sklopu bo na voljo čas za vprašanja oziroma diskusijo. Delavnica, kot ste bili obveščeni že v prijavi, se snema, tako da bomo lahko potem naknadno vsebino posredovali tudi preko interneta drugim zainteresiranim, ki se današnje delavnice ne morejo udeležiti. Na delavnico nas je bilo prijavljenih 44 udeležencev, sedaj vidim, da nas je prijavljenih 34, tako da bi predal besedo kar kolegu Boštjanu Maliju, da nekaj pove o projektu Care for Climate in o sami delavnici. Ja, dobro jutro, lep pozdrav še z moje strani. Kot je Gal povedal, na Gozdarskem inštitutu Slovenije vodim projekt Care for Climate, ki je sicer v rokah oziroma vodilni partnerje Ministrstva za okolje in prostor. Naš inštitut pokriva sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in pa gozdarstvo. Zdaj, to je aktivnost C8.3, v kateri izvajamo krepitev zmogljivosti, in ena izmed teh aktivnosti so v bistvu tudi delavnice za strokovno javnost. Zdaj, tale delavnica je s tematskega področja učinkovita raba kmetijskih zemljišč. Začeli smo že v bistvu lani, jeseni, tako da to je v bistvu zdaj druga delavnica z tega področja, ki jo bo vodil kolega Vrščaj. Zdaj, naslov ima, kot je povedal Gal, v bistvu spremljanje organskega ogljika, se pravi vsebnost organskega ogljika. In danes bomo skušali osvetliti, zakaj je v bistvu spremljanje organskega ogljika v tleh, zdaj prednostno v kmetijskih tleh, pomembno, se pravi z različnih vidikov, ne. Ne bi preveč dolgovezano. Te delavnice je razdeljena na različne sklope, kot ste že videli v programu oziroma v agendi. In na te 3 sklope bova pač probala z Borutom dati nek poudarek, da boste čim več odnesli iz te delavnice. Tako da želim vam uspešno delavnico, pa v bistvu kar predajam besedo Borutu. Ja, pozdravljeni in hvala za besedo in hvala za povabilo. Torej, slišimo se oziroma vidimo se po enem letu. Res gre za drugi sklop oziroma drugo leto tehle delavnic. Kolegi so že predstavili vsebine teh delavnic, te današnje delavnice, jaz pa ne samo povem, da se mi je zapisalo oziroma naredilo kar precej slajdov, kot po domače rečemo, in upam, da boste z mano potrpeli. Poskušal bom podati en pregled nad podatki tal, predvsem s poudarkom na organski snovi v tleh,
torej to, kar imamo v Sloveniji in predvsem kar pridobivamo v Sloveniji. Malce bom šel tudi v zgodovino. V drugem sklopu bi želel predstaviti spremljanje talnega organskega ogljika v zadnjih 6-7 letih oziroma program vzorčenja, ki je bil naporen in ga zdaj nekako dokončujemo. In pa v tretjem sklopu pa pogled vnaprej in posebej me tukaj veseli, ker vidim prijavljenih oziroma prisotnih kar nekaj kolegov, ki bodo, da ne rečem drugače, kot vpleteni v spremljanje stanja kmetijskih tal v naslednjih letih in zelo verjetno desetletjih. Tako da bom poskusil vse te sklope predstaviti v dolžini 30 minut in upam, da mi bo to uspelo. Vesel bom pa vsakega vprašanja po zaključku. Gala bom vprašal, če lahko že kar začnem, ali bi želel še on kaj dopolniti, povedati, ali pa Boštjan. Ne, z moje strani mislim, da lahko kar začneš, imaš pravice tudi za delitev svoje prezentacije, tako da z moje strani lahko začneš. Tako da jaz bi potem kar tole delil zaslon, upam, da vidite, da je vidno. Ja, vidimo. Torej, vse, kar bom danes predstavil, že kar uvodoma povem, da je delo večjega števila sodelavcev z Kmetijskega inštituta in seveda podobno velikega z Gozdarskega inštituta, nekaj tudi minulega dela, tako da samo moje ime tole na vhodnem slajdu je malce neupravičeno. Kakorkoli, za uvod bi povedal, da so seveda podatki enega bistvenega naravnega vira, ki omogoča življenje na kopnem, in če navijam za svojo stroko, bom rekel, da je ta podcenjena, da se pogosto bolj ukvarjamo z drugimi strokami, ampak to se zadnje leta precej spreminja. Ugotovim lahko tudi, da v Sloveniji premoremo precejšen obseg merjenih podatkov tal, kajti ti štejejo, Seveda bi lahko bili bolje urejeni, dostopni, skladni, primerljivi in še kaj. Lahko tudi povemo, da so vsi arhivski podatki, in to bi želel poudariti, ki so ohranjeni, so na voljo predvsem v digitalni obliki. Ne želim reči, da analogni podatki tal niso dostopni, so, vendar težko dostopni. Tisto, kar je pa žalostno, da se izgublja iz različnih razlogov, od najbolj banalnih, kot je prostorska stiska in da kdo iz nevednosti vrže dragocena poročila v razrez ali pa za kakršnih koli drugih razlogov. Tako da je težko oceniti, kolikšen obseg podatkov tal smo v Sloveniji izgubili, kajti pred letom 80 je bilo zelo veliko pedološkega dela, veliko terenskih kartiranj in tudi veliko analitike, vendar je to vse ostalo seveda na papirju. V današnji informacijski dobi pa velja, da informacija je digitalna in tako na ta način tudi dostopna. Veliko govorimo o trajnostnem kmetijstvu, o blažitvi posledic podnebnih sprememb, varovanja naravnih virov in okolja, trajnostno upravljanje s tlemi in kakorkoli še naštejemo podobnih usmeritev. Vse te potrebuje kakovostne, vsebinsko in tehnično popolne ter predvsem dostopne podatke tal. In tu moram reči, da nekako z zadovoljstvom zrem na minula leta, desetletja, predvsem pa v bodočnost, kajti v Sloveniji se močno usmerjamo v to. V okviru teh naborov podatkov, ki so izjemno pestri, bomo danes predvsem govorili o organskem ogljiku, o talni organski snovi, skratka, poiskali in pokazali bomo, kje so ti podatki in kako jih pridobivamo.
Naj mi oprostijo vsi prisotni, ampak jaz nisem mogel mimo malce zgodovine. Navsezadnje zgodovino moramo imeti in jo moramo poznati. Skratka, zanimiva je bila zgodba še s podatki tal v bivši naši državi, torej Jugoslaviji, kjer se je začelo med leti 78, 75 pa tja do 84, se je začel razvijati oziroma se je dobro razvijal pedološko-informacijski sistem Jugoslavije. Moram reči, da je bil dobro zasnovan, urejen, da je tekel na velikih računalnikih, se pravi tisto, kar zdaj omenjamo kot sobane z računalnikom. Imel je enotni kodni priročnik, vsi podatki tal so bili kodirani, vnos je potekal prek terminalov, se pravi preko majhnih televizij, ki smo jih imeli pred sabo. In jasno, takrat ni bilo sledu o grafičnih podatkih, torej digitalnih kartah. In po informacijah, kot sem jih dobil od kolegov iz bivše Jugoslavije, so bili ti podatki uničeni v vojni v Bosni in Hercegovini. Kako so izgledali obrazci, je tukaj prikazano na tem obrazcu. Vidimo, da so bili kar podrobni, tudi vegetacija je bila zajeta, kodirana in pa seveda takle mukotrpen vnos, kodiranje in vnos teh, tako rečemo, alfanumeričnih podatkov in seveda med njimi je tudi podatek o vsebnosti talnega organskega ogljika. To, kar je tukaj prikazano, je del podatkov tega, kar mi imenujemo standardna pedološka analiza. Seveda zgodovino poznate, Slovenija se je osamosvojila, res je naredila prve korake v informatiko v okviru jugoslovanske države, vendar drugi koraki so bili bistveno bolj intenzivni in so se začeli že zelo zgodaj s pojavom mikroračunalnikov leta 82-83. Delali smo na Commodore 64, torej igračarskem računalniku, in že vnašali podatke talnih profilov, pa tudi vprašanja za študente z področja iz predmeta pedologije. Razvoj je šel izjemno hitro naprej z vstopom IBM-a in njegovih klonov. Takrat smo na Centru za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete zastavili talni informacijski sistem, torej že precej zgodaj. Zanimivo je, da nekateri kolegi iz drugih fakultet nekako težko verjamejo, da smo že takrat imeli digitalne karte. Skratka, takrat je pod vodstvom dr. Lobnika začel teči projekt digitalizacije pedoloških kart, merila 25.000. Od začetka smo delali na ameriški programski opremi USGS, se pravi GSMap in GSplot, zelo hitro pa prišli na ESRI-jevo programsko opremo, se pravi PC ArcInfo. Vse, kar je takrat nastajalo, je danes poznano kot digitalna pedološka karta Slovenije in je seveda na voljo na spletnih straneh MKGP-ja, pa tudi drugod. Nekaj utrinkov iz tistih časov, iz konca 80-ih, začetka 90-ih let, ročna digitalizacija, urejanje na 2 monitorjih, kar je bil vrhunski luksus, s programsko opremo PC ArcInfo, edge matching 2 listov, torej da so se kartografske enote ujemale, evidenca opravljene digitalizacije, mislim, da je tale posnetek zaslona tam nekje iz leta 1989. Kakorkoli, te baze podatkov, ki smo jih takrat gradili, so poleg kart, ki sem jih ravnokar prikazal, vsebovali tudi baze podatkov o onesnaženi tal, vsaj v nastanku so bile, in pa predvsem baze podatkov talnih profilov. In ti talni profili, torej pedološki profili, je ta glavna digitalna in uniformna in dostopna baza podatkov, seveda tudi vključuje talno organsko snov. Še pogled na podatke onesnaženja, kako smo jih izrisovali, v tem primeru ostanke fitofarmacevtskih sredstev, derivatov DDT-ja.
in pa vnosna maska za podatke talnega profila še v DOS sistemu, ki je imela za osnovo DBase bazo podatkov in pisana v programskem jeziku Clipper. Prve verzije so bile že 87. leta. No, kakorkoli, brez te digitalizacije pedoloških kart in pedoloških profilov v tistih letih, če se tega takrat ne bi lotili, in tukaj bi poudaril daljnovidnost nekaterih, bi dejansko en lep del dela bil verjetno še kar nedostopen, ali pa vsaj ne tako, kot je danes, ko lahko uporabniki snamejo baze podatkov v surovi obliki s spletnih portalov ali pa uporabljajo spletne pregledovalnike prostorske, tako kot je na našem inštitutu, da so podatki vizualizirani. Ti na sistemu ETLA so tudi dostopni izpisi talnih profilov in vas vabim, da jih enostavno po domače downloadate, če to kdo potrebuje. No, ampak kljub vsemu moramo gledati naprej in današnja predstavitev ima namen predstaviti predvsem nove merjene podatke tal, torej poleg pedoloških profilov, EU bazo LUCAS, vzorčenje tal za potrebe ocene talnega organskega oglika, to so bila javna naročila CIORG. Želel bi tudi oceniti aktualnost nekaterih arhivskih podatkov talne organske snovi in pa predstaviti prostorska modeliranja vsebnosti talnega organskega ogljika in mogoče nekatere zaključke. Torej, pedološki profili, kako to izgleda, podatki so seveda v digitalni obliki, v obliki tabel, tu jih vidimo izpisane, en del podatkov pripada lokaciji izkopanih talnih profilov, potem morfološki opis talnih horizontov, torej tisto, kar opisujemo pri izkopu talnega profila, in pa to, kar imenujemo standardna pedološka analiza, to je s kratico ESPA. Gre za tele podatke, predvsem kislostal v 3 možnih različnih meritvah, ki so si precej podobne, predvsem drugi 2. Zrnavost, torej tekstura, rastlinom dostopni fosfor in kalij, vsebnost dušika, vsebnost ogljika, organske snovi in seveda izračun cen razmerja in tisto, kar je tudi zelo pomembno, se pravi bazični kationi in pa izračuni. Torej, tu poleg k tem merjenim parametrom talnih horizontov standardne pedološke analize seveda spadajo tudi izračunani parametri tal in tukaj imamo za talno organsko snov in talni organski ogljik konverzijske faktorje za prevedbo iz ene v drugo informacijo. No, če nadaljujem s temi podatki vzorčen tal v Sloveniji, jih moram uvodoma razdeliti na, bom rekel, evropske, torej predvsem LUCAS podatke in pa podatke slovenskih programov. Vsaj 3 so, eni večji in manjši. Prvega sem že danes omenjal, ki traja 5-6 let. Druga 2 programa pa tečeta pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, to sta obratovalni monitoring stanja tal in pa monitoring kakovosti tal. No, če nadaljujemo z EU podatki, imamo na voljo 3 baze podatkov LUCAS, to je Land Use, Land Cover Area Frame Statistical Survey iz let 2009, 15 in 18. Ti podatki dejansko imajo zelo soroden nabor analitskih podatkov v kasnejših letih
so bili dodani še nekateri parametri. Vsi ti podatki so dostopni na spletnih mestih Evropske komisije kot Excelove preglednice, seveda, ker gre za točkovno analizo oziroma točkovne raziskave, ni grafičnih podatkov. Jasno, grafični so tisti, ki so nastali iz prostorskega modeliranja teh točkovnih podatkov. Naj še tu povem, da na Kmetijskem inštitutu pripravljamo tudi eno unificirano Lukas bazo podatkov in če bi kdo, ko bo na voljo, če bo kdo jo želel dobiti, uporabljati, jo bomo z veseljem tudi predali. Mi smo jo pa začeli uporabljati zato, da kompletiramo podatke tal slovenskega prostora. Vsi ti sloji oziroma vsi ti programi se pravzaprav v glavnem in bistveno, vsaj nekateri, razlikujejo v načinu vzorčenja. Pred vami je vzorčna lokacija Lukas in razporeditev odzemnih mest. Torej, tukaj poteka vzorčenje na vnaprej določeni vzorčni lokaciji, središčno Lukas točko, ki je podana s koordinatami, vzorči se v središčni točki in pa tudi na obodu krožnice na vseh 4 straneh smeri neba. Lahko tako točko je možno zamakniti, če na terenu ugotovimo, da vzorčenje samo ni možno, vsaj za določeno oddaljenost, ali pa pravzaprav je treba tudi vzorčenje opustiti, če v neki oddaljenosti ni primerne lokacije za izvedbo vzorčenja. Torej, tisto, kar je pomembno, da je en reprezentativni Lukas vzorec tal sestavljen iz mešanice 5 delnih vzorcev tal, ki so vzeti, kot prikazuje slika. Analitski parametri Lukas 2009 so pred vami, seveda precej skromen nabor. Velik del te baze podatkov so tudi drugi podatki lokacije in razne šifre. Kakorkoli, vsebnost organskega ogljika, kot vidimo, je bila zastopana že čisto v prvi bazi in en izmed ključnih parametrov. Lukas 2015 je dodal nekaj parametrov, nekaj podatkov in ravno tako tudi Lukas 2018. Torej, še enkrat, ti podatki so na voljo in kot vidimo pri kolegih iz Joint Research Centra, jih intenzivno uporabljajo za raven Evrope in moram reči, da so podatki in informacije, ki jih pridobivajo, zelo, zelo zanimivi. No, če grem na tale glavni slovenski program vzorčenja na kmetijskih tleh za oceno zalog organskega ogljika med leti 2016-2021. Ne tu še dodam, da včasih boste videli tudi letnico 2022, ker tudi letos smo nekaj vzorčili, sicer ne v takšnem obsegu, ampak končni razpon podatkov bo 16-22. Torej, naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tole je ena izmed slik 465 lokacij vzorčenih, ampak kar proporcionalno po Sloveniji, zaradi hribovi, gorovi, to temu mogoče ni tako videti. Kako smo vzorčili? Torej, osredotočili smo se na zemljišče, torej kmetijsko zemljišče, določali smo število odzemnih mest na posameznem zemljišču in že takoj na začetku smo ugotovili, da
neka preprosta vzorčenja ne bodo generirala relevantnih podatkov, če ne bomo upoštevali specifike pokrovnosti tal v okviru različnih kmetijskih rab. Torej, tole je prikaz odzemnih mest, lokacij odzemnih mest delnih vzorcev tal na obvodu krožnic okrog centroida. In tukaj predvidevamo seveda na takšnih mestih nadaljevanje vzorčenja v naslednjih letih, desetletjih, torej ponavljanje, in s tem bomo lahko ugotavljali razlike in trende. Torej, takšna vzorčenja, kot vidite, s krožnico so možna predvsem na kmetijskih zemljiščih s homogeno pokrovnostjo, to so predvsem njive, njivska travinja, travniki, pašniki in pa ekstenzivni, recimo temu visokodebeljni sadovnjaki. V trajnih nasadih pa seveda zelo pogosto ali praviloma srečamo pasovno obdelavo tal, torej tukaj gre za heterogeno pokrovnost tal. V okviru enotnega zemljišča, enotne rabe tal se izmenjujejo pasovi različno obdelanih ali obdelovanih tal, torej gre za te linije oziroma pasove med nizi trte ali sadnega drevja, ki vsebuje tudi herbicidni pas, potem kolesnice, ta zeleni pas, kjer so kolesnice, traktorji in tako naprej. Kakorkoli pogledamo, ti različni pasovi seveda vsebujejo različno vsebnost talne organske snovi, torej organskega ogljika, in v herbicidnem pasu ga pričakujemo manj. Na sredini med kolesnicami mogoče več zaradi stalne zatravljenosti, v kolesnicah mogoče manj zaradi učinkov zbijanja in gaženja. Kakorkoli, za takšne vrste rab tal smo zasnovali tako pasovno vzorčenje in pasovni vzorec. Naj povem, da tudi Lukas pozna vzorčenje v liniji, ampak sem to nekako izpustil. Torej, v talnih vzorcih so analizirani predvsem naslednji parametri, ki so vezani na organski ogljik, torej ogljik, organsko snov, s preračuni, tudi anorganski ogljik, deleži, skupni dušik in tekstura, vsaj to so tisti osnovni parametri, ki jih potrebujemo tudi za različne modele. Seveda je kar nekaj podatkov o parametrih in parametrov o sami lokaciji, potem je del podatkov o talnih parametrih in pa seveda izvedeni podatki in pa tudi preračuni. Teh podatkov je še nekaj več, strukturo baze še vedno nadgrajujemo in se premikamo, pravzaprav nadaljujemo proti nekim standardnim bazam in končnim verzijam. To so bili pravzaprav ti glavni podatki, kjer je naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za okolje in prostor je bolj osredotočeno na kakovost tal v smislu vsebnosti onesnaževal in tukaj tečeta dva, če temu tako rečem, programa. Prvi je monitoring kakovosti tal, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, krajšamo ga z MKT. Gre za nekakšno logično pot k vzpostavitvi in izvajanju monitoringa onesnaženosti tal v Sloveniji. Tukaj je kar nekaj analitskih podatkov, daleč največji, vsaj in najtežji, vsaj kar se tiče stroška, je seveda en velik nabor
onesnaževal, torej težkih kovin in vsebnosti organskih onesnaževal v tleh. Kot vidimo, je pa seveda ogljik tudi stalni del in primarni del te analitike. Prostorsko vzorčenje poteka tudi v krožnici, ki je prilagojena. Sama krožnica se lahko tudi prilagodi, ker gre pogosto za neka zemljišča v urbanem prostoru, kjer ni dovolj veliko prostora ali širine. Obstaja pa tudi vzorec, pri katerem gre za linijsko vzorčenje. Tisto, kar je pomembno, da se vedno tudi na teh lokacijah izkoplje talni profil in se ga tudi opiše in analizira. Če samo še naredimo en pogled v tole bazo podatkov in z obarvanim parametrom organskega ogljika. Ki vzorčimo za to, predvsem na področjih, kot so otroški vrtci, različni parki, torej urbano, polurbano območje, pa tudi ob prometnicah, pa tudi v naravi. No, drugi program je obratovalni monitoring stanja tal, tudi tega izvaja na ARS-u oziroma vodijo. Moram samo povedati, da vzorčenje izvajajo ljudje, sodelavci s pooblastilom oziroma inštitucije s pooblastilom za ta vzorčenja, zato da so vzorci vzeti strokovno in skladno s pravilniki. Tukaj pri teh vzorčenjih gre predvsem za vzorčenje v okolici industrijskih obratov, torej gre za ugotavljanje razlik in možnih vplivov industrije na okolišna zemljišča. Tudi tukaj imamo izkopan vedno talni pedološki profil. Sam pravilnik dosti natančno določa parametre, ki jih je treba opisati, narisati in pa seveda tudi analizirati. Tole je iz priloge 3 seznam parametrov z analitskimi metodami. Nekako ne smem spustiti en zanimiv pa pogosto spregledan vir podatkov talnega organskega ogljika. In ne morem govoriti za druge laboratorije v Sloveniji, lahko govorim za Centralni laboratorij Kmetijskega inštituta, kjer v okviru tako imenovane kontrole rodovitnosti tal in gnojenja, torej na kratko KRT, seveda zberemo kar nekaj podatkov tal. Te poskušamo tudi nekako uporabiti samo za znanstveno raziskovalne namene v anonimizirani obliki. Gre pa predvsem za tiste osnovne kmetijske gnojilne podatke, kot so kislost, rastlinam dostopni fosfor in kalij, druga hranila, tekstura in seveda organska snov. Treba je pa povedati, da osnaževala redko analiziramo, navsezadnje je cena teh analiz precej visoka. Torej, podatki so v laboratorijskem informacijskem sistemu, načeloma vedno manjka prostorska informacija. Moram pa reči, da smo poskušali kar za nekaj let v preteklost in tudi uspeli restavrirati, torej geokodirati lokacije v prostoru teh analitskih podatkov. In s tem smo pridobili pravzaprav eno izjemno možnost prostorskih analiz in povezovanja podatkov tleh in naravnih virov, torej tudi z naravnimi ozadji, kot so talni tipi, navsezadnje tudi z makroklimatskimi podatki. Skratka, na ta način bi postali ti podatki kar bistveno bolj uporabni tudi za potrebe usmerjanja kmetijske pridelave in ne zgolj in samo za
samega kmeta, samega pridelovalca. Upam, da bomo te podatke lahko tudi uporabljali, no. Še pogled na karto, recimo za nekaj let, kako so razporejeni, in pa seveda glede na vrsto kmetijske rabe oziroma v kakšnih, da ne rečem, rastlinjakih ali sadovnjakih je bilo to vzorčeno. Seveda poskušamo tudi podatke analizirati, in če gremo vsebnost organske snovi pogledati za različne rabe, torej intenzivni sadovnjak, njivsko zemljišče, oljčnik, tole zmeraj pozabim, se oproščam, ne. Potem imamo travinje, vinograde in še, moram se spomniti pogledati, se oproščam. No, če nekako poskušam aktualizirati oziroma oceniti aktualnost arhivskih podatkov talnega ogljika, je treba povedati, da na splošno za podatke tal nekako velja, da niso vsi dovolj dobri in dovolj trajni v navednicah. Torej, nekateri podatki jim rečemo aktualni, ne z vidika let, ampak iz vidika trajnosti podatka. Torej, gre za tiste podatke o lastnostih tal, ki se praktično ne spreminjajo. Tekstura, na primer, je en tak bistven podatek. Vsebnost težkih kovin v tleh se zelo počasi spreminja, bolj v dobi generacij. In potem smo razmišljali tako rekoč o poltrajnih podatkih, torej o lastnostih tal, ki se počasi spreminjajo, vendar tukaj govorimo o nekih desetletjih, torej naprimer, kakšna je vsebnost karbonatov, kakšna je kislost tal, vsebnost hranil in drugih podatkov. Seveda pa imamo pri vseh prej naštetih podatkih tudi podatke v teh bazah podatke, ki bi mogli reči, da so bolj arhivskega pomena, kaj je nekoč bilo, ker gre za tiste lastnosti tal, ki se relativno hitro spreminjajo ali so slabo obstojne. Naj za primer samo navedem, da če bi analizirali neke torej aktivne snovi sodobnih fitofarmacevtskih sredstev s kratko razpolovno dobo, je stanje v naravi že drugačno kot tisti trenutek, ko so na voljo analize po vseh pripravah talnih vzorcev. Tako da je treba posebej pri onesnaževalih, ki niso trajno onesnaževala, torej razne izjemno obstojne organske snovi, kot so PCB-ji, pa tudi DDT, predvsem pa težke kovine, je tukaj potrebna previdnost in jemati kot neko referenčno vrednost, kaj je pač bilo v času vzorčenja. Torej, seveda, vrednost arhivskih podatkov talnega organskega ogljika je treba presojati glede na čas vzorčenja in čas analitike s tem. Spremembe in količine talnega organskega ogljika se ne spreminjajo povsod enako, zato ker so dejavniki sprememb seveda lahko različni od lokacije do lokacije. Tukaj se spreminjajo vrste rabe tal, vremenske razmere, jasno, izdatnost in vrste organskega gnojenja, pa tudi mineralnega, način obdelave tal, raznih agrotehnik, aktivnosti talne biote, potem vetrne in tudi vodne erozije in seveda vseh drugih agrotehničnih ukrepov, ne. Kljub temu so arhivski podatki zelo dragoceni, ker omogočajo ugotavljanje sprememb, vsaj okvirno, če le najdemo natančno lokacijo in so tako dobra referenca. Kaj mislim
s to natančno lokacijo, enostavno tako, da če vzamem kot primer podatke pedoloških profilov, recimo, da so bili izkopani v 80 letih, ali pa 70 letih prejšnjega stoletja, je tudi lokacija bila slabše določena. Nismo imeli teh možnosti, ni bilo GPS-ov, ni bilo telefonov in se je bilo treba orientirati po topografski karti in se je zgodilo, da smo tudi po par 100 metrov kakšno lokacijo napačno določili, posebej v kakšnih gozdnatih predelih. In z tega vidika je ponavljanje in iskanje tiste lokacije pravzaprav treba vzeti za rezervo. Toliko o podatkih, zdaj o točkovnih podatkih. Kaj pa s temi točkovnimi podatki počnemo, vsaj kaj smo počeli v preteklih nekaj letih na Kmetijskem inštitutu? Bom predstavil na 2 primerih. Eno je, v obeh primerih gre za modeliranje organskega ogljika v tleh. Enkrat za potrebe FAO karte globalnih zalog ogljika v tleh, in sicer za območje Slovenije. Vir podatkov za to analizo, ki je potekala v okviru globalnega partnerstva za tla, so bili talni profili Slovenije. Takrat je bilo to dostopno na uniform način, dovolj veliko število talnih profilov. In tukaj smo prispevali slovenski del tako imenovane GSOC map. Ta je narejena za cel svet v ločljivosti 1x1 kilometer. Slovenija je bila vabljena, tako kot vse ostale države, članice Združenih narodov, da prispeva svoje podatke. Mi smo se odzvali. Za države, ki se niso odzvale, so v Rimu sami pripravili te karte na podlagi enotne metodologije, ki je bila tudi publicirana. Mi smo tem navodilom seveda dosledno sledili. Vhodni podatki v model ocen zalog talnega organskega ogljika so bili torej, kot že rečeno, podatki pedoloških profilov, potem tudi karta pedosekvenc Slovenije, seveda baza rabe zemljišč v letu 2017 in pa pedološka karta 25.000. Uporabili smo bazo 1681 pedoloških profilov. Nekatere lastnosti oziroma parametri niso merjeni v opisu profilov, za te smo uporabili tako imenovane pedotransferne funkcije, se pravi, smo z matematičnimi izrazi aproksimirali vrednost parametra in ocenili smo zaloge organskega ogljika v globini od 0 do 30 cm za 94% Slovenije. Končna rezultata modeliranja sta 2 rastrska sloja ločljivosti kilometer krat kilometer, in sicer povprečna zaloga organskega ogljika v tleh in pa tudi karta standardnega odklona v teh celicah. Pri metodologiji smo tudi, ker smo uporabljali podatke talnega profila in je bilo seveda treba, da rečem temu tako, zreducirati podatke večjih horizontov na enotno globino od 0 do 30 cm, smo uporabljali tako imenovan spline tool. Torej, to je postopek, ki so ga uporabljali tudi drugod. V detajle procesiranja ne bom šel, ker čas ne dopušča. Rezultati so pa tole, kot že povedano, 2 karti, in sicer baze podatkov rastrske, ki govorijo, da je povprečna zaloga organskega ogljika v tleh globine 0 do 30 cm 107 ton na hektar z odklonom 21 ton. Razpon je pa seveda med 0 na litosolih do 161
na zelo globokih humoznih tleh. Še povečava te karte in pa karta standardna deviacija vrednosti zalog ogljika. Vidimo, da je nižja v nekih nižinskih predelih in višja v bolj razgibanem prostoru, kar je logično že zaradi reliefnih danosti. Drug primer je dejansko nastaja šele sedaj, ne bom rekel šele, ampak je logičen korak, naslednji korak tega prvega, bolj grobega, za globalno raven modeliranja talnega organskega ogljika, torej ocena z boljšimi podatki v tleh Slovenije, in tu smo začeli uporabljati podatke, ki sem jih prej predstavil, se pravi analitske podatke vzorčeni iz let 2016 do 2021. Kolegu Bergantu sem se zelo zahvalil za tole fotografijo, ki jo je pripravil. On je že povezal lepo zaloge ogljika z barvo talnih horizontov, kot jih je ugotovil na terenu, in seveda tudi dodal potem izračune k tem banicam s tlemi. Torej, če povzamem, kako je bila karta izdelana, zdaj smo pri prvem osnutku, se pravi vse te vzorčne lokacije, ki so bile sistematično seveda vzorčene, analizirane. Zaradi vse te sistematičnosti in predvsem aktualnosti v smislu, da so podatki stari samo nekaj let, so ti podatki dober temelj za taka modeliranja. In seveda tudi lahko rečemo, da so ti podatki dejansko omogočili oceno zalog ogljika, kot je trenutno stanje na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji. Še enkrat sliko, ki ste jo že danes, mislim, da videli. Torej, gre za lokacije teh vzorčenj, analitske metode, ki so bile uporabljene v porušenih pa tudi neporušenih vzorcih. Zelo veliko smo si pomagali z programskim paketom R za digitalno kartografijo in rezultat je seveda bolj natančnejša, podrobnejša karta, torej večje ločljivosti zalog ogljik v tleh. Tukaj vidimo, da in po pričakovanjih, kje so največje zaloge, se pravi v mokrih okoljih, predvsem Ljubljansko barje, pa območje Cerkniškega jezera in drugih presihajočih jezer. Ločljivost je že kar zadovoljiva in tudi že nekako omogoča snovanje oziroma pripravo ukrepov kmetijsko-okoljskega programa na nacionalni ravni. Če jaz zaključim tole, in grozljivo dolgo sem zategnil svoje predavanje, se opravičujem. Torej, v Sloveniji imamo precej točkovnih podatkov z informacijami o talnem organskem ogljiku. Ti so iz različnih obdobij, nekateri so zelo stari. Dejstvo je pa, da smo jih pridobili na različen način, vsaj kar se tiče vzorcev, jemanja delnih talnih vzorcev, vendar gre kljub vsemu za pomemben potencial teh podatkov za uporabo in pri usmerjanju kmetijske pridelave, za varovanje tal, za snovanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, seveda v veliki meri tudi za spremljanje in poročanje na nacionalni in mednarodni ravni. Treba je povedati, da je vrednost podatkov v evrih seveda izjemno velika, ker gre za zelo velika sredstva.
Ta trenutek pa vsi ti zbrani podatki dajejo oziroma so kar velik izziv in predstavljajo kompleksne naloge pri preverjanju, harmonizaciji, usklajevanju na enotno globino tal. Zdaj govorimo o vseh podatkih, ne samo o vzorčenju 2016-2022, dodatnega geokodiranja, združevanja primerljivih baz in pa seveda tisto, kar je najbolj važno, sinteza oziroma ugotovitve in uporabne informacije iz teh težko pridobljenih podatkov. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pozornost in še enkrat opravičujem za zelo raztegnjeno predavanje. Hvala lepa.